Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 16. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Francija Bačarja, 34-letnega moža, očeta 5 otrok in soustanovitelja rastočega marketinškega podjetja. Razmišljal sem, kaj me je pritegnilo, da je bil Franci že kar nekaj časa na seznamu potencialnih gostov Gorečega grma. Morda to, da je tako mlad ustvaril veliko družino, morda to, da je tudi sam odraščal v družini z 8 otroki, ali pa to, da mu ni vseeno za ta svet, saj sva sodelovala že kar v marsikakšnem družbenem projektu. Morda pa tudi njegova poklicna pot, ki je šla od ekonomskega tehnika preko agronomskega faksa, pa dela z mladimi in zdaj do marketinga. Vedno bolj pa pri sebi opažam en vzorec, in sicer, da me pri ljudeh vse bolj zanima rodovitnost. Ne produktivnost, ki mi pomeni, da smo kot stroji, ki vse delamo sami, ampak prav rodovitnost, ki mi pomeni, da smo dobra zemlja, iz katere rastejo užitni sadeži. Morda je pri Francijevih 34 letih še malce težko govoriti o čisto pravi rodovitnosti, saj je še relativno mlad, ampak ne vem, ob pogovoru z njim imam res občutek ene takšne pristne rodovitnosti. Kaj pa ti misliš, da je najpomembnejše za rodovitnost? Piši mi na matej@socialna-akademija.si ali pa na Facebook, Twitter, LinkedIn. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Franci, dobrodošel v mojem podcastu. Živijo, hvala za povabilo. Zdaj si star 34 let in si v enem najbrž turbulentnem življenjskem obdobju, čist razvojno gledano na višku nekih fizičnih moči. Kako bi zdaj opisal svoj trenutni položaj v življenju? Če bi bil športnik, bi zdaj že počasi zaključoval kariero, ne? Ampak v bistvu mislim, da se pa glih v resnici pa glih dobro ogrevam. Poročen, z ženo Tejo, drugo let bo 10 let, imam 5 otrok, zadnji Fran je star 8 mesecev, najstarejši Jakob bo star 10 let, ostali so pa nekje vmes razporejeni. Imam tudi podjetje, marketinško agencijo, manjše podjetje, trenutno smo nekje 3-4, recimo cel čas, pa še nekaj imamo zunanjih sodelavcev, tako da moje življenje se vrti trenutno predvsem okrog družine in podjetja. Hišo ste zgradili, ne? Ja, 2019 smo se vselili noter, to je bil kar tak težji projekt, ampak je pa velik blagoslov. Predvsem med temi koronskimi časi je bilo vrhunsko, da smo imeli vrt, pa nekaj prostora, malo več, kot sem v stanovanju v bloku. Poleg vloge družinskega očeta, moža, poleg vodje podjetja, imaš tudi zaposlene, ne? Najprej sem začel kot freelancer in sem bil bolj one-man band, potem sem počasi dodajal na kakšnih projektih neke zunanje sodelavce, zdaj pa v bistvu smo se povezali tudi formalno v DOO, pa tudi lokacijsko, mogoče je še to neka taka posebnost, smo recimo dosti moderno podjetje, ki smo čisto remote. Jaz sem iz Novega mesta, eden je iz Ljubljane, eden je iz Maribora, potem pa imamo sodelavko iz Barcelone, iz Londona, tako dosti mednarodna ekipa. No, poleg teh dveh stvari si še hišo zgradil v zadnjem desetletju, pa tudi družbeno angažiran si še kar vedno, ne? Ja, družbena aktivnost je mogoče malo upadla, ampak še vedno poskušam nekako pri kakšnih takih projektih biti kaj zdraven. Torej bil sem prej aktiven scout, potem skautski voditelj, pa še prej nazaj sem bil prostovoljni gasilec, kar nekako, če si iz kmečkega okolja standard. Zdaj pa v bistvu priložnost sodelujem še zmeraj kaj pri skautih, kaj pri socialni akademiji, sem pa tudi v ekipi za prvo pomoč v Novem mestu. Zdaj med korone malo zastalo, ampak to je tudi ena taka stvar ljubiteljska. Po mojem se poslušalcem zdaj takoj poraja vprašanje, kje ta tip najde čas za vse to? Kako to ti doživljaš kot tvoje upravljanje s časom? Ti je naporno ali imaš kakšno taktiko v zvezi s tem? Ali? Jaz mislim, da je to bolj osebnostna lastnost. Že nekako odzmeraj jaz moram biti aktiven. Mislim, hitro mi je dolgčas, ne? In pa v bistvu sem se zmeraj tudi sam spravljal
vse posod sem hotel biti zdraven, na čim več stvari, že kot mlad sem hotel. To mi je bil taka zadeva, da sem probal posod iti, ne. Ali na gasilske vaje, pa na veselico, pa pol na skavte, pa ne vem, na procesijo, pač vse, kar se je dogajalo, to je bilo meni ful, da sem bil zdraven, da sem bil v družbi, da je pač neki bilo, ne. V bistvu to me tudi zdaj še vleče, včasih mi žena reče, ko pridem iz službe, pa daj vse se tale mal, ne. Jaz rečem, pa pej varajš na sprehod, ne. Ni mi, da bi sedel, recimo, to mi ni, ne. In tako tudi nekako to doživljam, ne. Se mi ne zdi, da bi imel premalo časa, no. Ali pa, da bi bil v veliki časovni stiski. Bilo je eno obdobje, ko nisem čist dobro naredil tranzicije, ko sem bil mogoče še preveč aktiven kot mladinski voditelj, pa hkrati že postavljal podjetje in je takrat družina malo trpela, potem pa, ko sem to uredil, zmanjšal svojo aktivnost na prostovoljnih zadevah, se je to izboljšalo. Torej nekako jaz imam pravilo, da probam biti vsak dan okrog 5, najkasneje doma. In pol od 5 do 9 je ta družinski čas, tudi če takrat sedim, ne vem, na terasi, pa sem gledam otroke, ki se igrajo, ali gremo v ženo na sprehod, ali kaj spečemo, kakšne piškote, tudi se kaj tako v kuhinji angažiram, ali dol tasmo kmetijo, pa je blizu živi, kaj pomagamo, kakšna lažja, kaj opravila. Skratka, to je nek ta družinski čas, ki mi je nekako svetne, ostale stvari pa zbašam tam okrog, ne. Torej ali dopoldne, ali potem po 9 zvečer, kakšne klice še za službo. Ti si zdaj v bistvu že eno desetletje v bistvu v tem načinu, ne, družinsko, podjetniško, prostovoljskem, tako da si najbrž se že kar usedlal noter v tem, ampak če pomisliva zdaj, ti si začel v to rind pri 23, 22 ali koliko, in to pa ni bilo čisto navadno, si bil takrat zgoden, kakšen feeling si imel takrat? V bistvu, jaz bi rekel, da sem imel izredno lepo študentsko življenje, ne. Faks me ni preveč zanimal, sem ga pa delal toliko, da nisem imel problemov. To pomeni, da sem pač vedno nekako zdelal tisti letnik. Imel sem malo sreče, ker sem bil v starem sistemu, za mano je prihajal bolonc, tako da nekaj časa sploh ni bilo možno, da bi ponavljal. Skratka, nekako redno sem ti študiral, dosti sem delal zdraven, kar se je takrat še dalo, tako da sem imel dosti denarja, potoval, skavti in tako naprej. Nisva pa v bistvu z ženo načrtovala prvega otroka, ne. Se nama je zgodil, ne. In to me je v bistvu porinilo v neko situacijo, ker sem se mogel v bistvu v enem letu dosti na hitro obrniti, ne. Takrat sem pa dokončal študij, najdel prvo zaposlitev in tisto leto je bilo turbulentno, ker sem mogel en kup stvari, se si v bistvu mogla midva postaviti, ne. Torej, kako bova družinsko živela, urediti stanovanje oziroma nek prostor, poročila sva se, po rojstvu sicer, pač skratka, en kup stvari je bilo treba tukaj urediti, ne. In takrat se mi zdi, da je bil nek ta ključen moment, ker se v bistvu so se odločila o tem, ne vem, kako bova preživela nedelje, koliko bova katolika, pa so se odločila, da bova, pa vrednote, ki jih imava kot družina, ne. In potem je bilo vse skupaj nekako lažje, ne. Ko sem se jaz odločil, meni družina nekaj pomeni, jaz hočem preživeti čas s svojim otrokom, svojo ženo, pol se mi ni bilo težko odločiti, da ne vem, ob nedeljah ne bom delal, pa pol pozneje tudi v sobotah, da več ne bom delal, ali pa pač neka ta pravila postaviti. In ko je ta osnova bila postavljena, pa ostale stvari nekako lahko zapolnjuješ, ne. Wow, to se mi sliši ful zanimiv, tako kot eno leto življenjskega odločanja in gradnje najprej te osebnostne hiše, no, pol šele 7 let zatem pa gradnja ta prave hiše. Daj, malo povej, kako se je to leto dogajalo, kaj so bili temelji, kaj so bili zidovi? Definitivno je bil šok, ne. Najprej je bil šok, okej, zdaj bom kar starš, ne, pol se ti zgodi ena taka refleksija velika tvojega otroštva, pa kaj je bilo v redu, pa kaj ni bilo v redu, in pa se v bistvu sprašuješ, kakšen oče jaz hočem biti, ne, pa mož tudi, ne, ker kako bom zdaj to vlogo handlal in katere bojo te predpostavke, no, to je neka taka osnova, ne. Kaj mi to zdaj pomeni, čisto tako, ne, veš, in pa če si rečem, okej, meni je družina vrednota, pa mi to pomeni, da sem doma, ne, ali pa če, ne vem, pride na mizo neka projekt, ki me sicer ful zanima, ampak pomeni, da bo mi vzel tuk pa tuk dni med 6 pa 8, mu moram reči ne, ker je tu moja vrednota, ne. In zdaj v tistem letu so se pač mi da mogla ful stvari zmeniti, ne, ker so bile prej nedorečene. Po mojem si jih moral itak vsak par zmeniti na neki točki, ne. Sem pač pri nama so prišle vse naenkrat. Od stanovanja do urediti odnosa recimo z mojimi starši, z njenimi starši, ki bi sicer bil v redu, ampak pač pol, ko imaš otroka, neke meje treba, mi se moramo vzpostaviti kot družina in pač kot družina zdaj vstopati v te odnose, ne več jaz kot, ne vem, mogoče enkrat bodoči ta mlad, ne, ali pa ona kot, ne vem, Francitova punca, ampak pač v bistvu kot, ne vem, snaha, ali kako se reče, od moje mame, ne. Čist praktično je to izgledalo, da sta si redno vzela čase za pogovor, ali so stvari pač nenačrtno se zgodile, so kar prhajale, so vaju zalivale, pa to se je še treba zmeniti, pa to, pa sta se na to odzivala, ali sta imela prav neko idejo, v tem letu se je bilo pa dobro, to pa to zmeniti? Oboje. En del teh stvari je prihajal s pripravo na poroko, ki so se jih hotela vzeti zelo zares, ne. Drug del je pa jaz sem tako dosti razumsko se v bistvu takrat odločil, da jaz hočem biti bolj katolik,
kot sem bil prej katolik. Čeprav bi me mogoče en zunanji kot skavtskega voditelja pa ministranta pa tako lahko opisal kot zelo katoliškega. Ne. Preprosto je bila ta pragmatična odločitev najprej bila zelo pragmatična in je bila zelo utemeljena na tem, da sem videl, koliko se v tem katoliškem svetu veliko dela na družini, ker se drugje ne. Recimo, ne vem, samo zakonske skupine, razni programi, ki so na internetu. V bistvu sem večkrat doživel zdaj v teh letih, da so se pa drugi kolegi, ki niso iz katoliškega sveta, name obračali s takšnimi vprašanji, ne, kot naprimer, zdaj pa žena noseča v teh zadnjih mesecih, pa ne morem več imeti spolnih odnosov, kako si pa ti to handlo, ne. Ti si bil pol prevajalec iz katoliškega v agnostični svet za te ljudi, ali kaj? Ja, ne. Ali pa sem jih malo pripravljal, ne, na določeno obdobje. Ne. Ali pa veš, ta situacija, ki ti prideš domov iz službe, žena je pa na porodniški, ne, in pač seveda imaš ti občutek, da ona cel dan nič ne dela. Ne. Ona pa v resnici ogromno dela cel dan, ne vem, 5krat pospravi kuhno, otroka previja, stukati eno niso stvar pove starejšemu otroku in je čist psihično uničena. Ne. In zdaj moram jaz to svojim kolegom, podjetnikom razlagati, veš, ona ni doma, ne leži tam na kavču, ne, ona je ful utrujena, ki prideš domov, vzemi otroka za 1 uro, ne, in pa jaz sem cel dan delal, ona je bila pa doma, ja. Tebi je lušno iti na šiht, večino dni, ne, saj kot podjetniku je meni lušno, ne, ko me čakam velikrat, ne, njej pa mogoče ni, ne, zdaj boš videl, kako se ti bo odnos izboljšal, če boš to 1 uro, ko boš šel domov, vzel otroke, pa si bo ona malo spočila, ne, in pa mi pride čez 3 tedne, pa mi reče, hvala, ne, to je bilo pa res nekaj najboljšega, ne. In te teme, ne, smo mi na zakonski skupini obravnavali, ne, in smo se pogovarjali, ne, in jaz sem na zakonski skupini slišal svojo ženo, pa še 6 drugih žen, ki so to jamrali in meni je kliknilo, to je problem, ne, saj v bistvu meni pa ni panike, po službi še pa ure tam sta mali minore, da se ona malo spočije, če bo pol bolj dobre volje. In je, ne, dela, večino dni, vse čas ne moremo, ampak kadar pa lahko, pa to naredim, ne. Takrat nazaj, če se pa navežem, sem pa jaz imel dosti zgledov, ko sem bil v tem katoliškem svetu, drugih večinoma skavtov ali pa iz teh, bom rekel, mladinsko-katoliških krogov parov, ki so se poročili in ki so šli po tej poti in sem videl, da aktivno delajo na odnosu, ne. V bistvu je bila to edini zgled, ker sem videl ljudi, ki aktivno delajo na odnosu, ne. Torej vsi, ki so bili nekako bolj katoliški, so, ne vem, imeli mesečne zmenke, so, ne vem, hodili na neke duhovne vaje ali na zakonske skupine, skratka, ali pa neke vikende, kakorkoli, ne. Medtem, ta druga sfera, ki je tudi dosti velika v mojem življenju, bolj nekatoliška, ne, je pa kar tako, veš, bila prepuščena nekemu navdihu, ne, ni bilo neke strukture in pred unih malo starejših kolegih sem že videl pol neke težave, kakšne ločitve in tako, ki so bile bolj kot ne v resnici posledica tega, da par ni zavestno delal na svojem odnosu, ne. Zakaj pa misliš, če probava biti malo sociologa za trenutek, zakaj je to tako jasna ločnica, da si to povezal z vero, to zavestno namensko delovanje na odnosu, da je bilo to povezano z vero po tvoje? Bilo je povezano s tem katoliškim svetom, ker je v bistvu se tu vzpostavil kot nek standard, ne. Mislim, da nas splošna javnost ne vidi tako, ampak v resnici je družina res vrednota, ne samo v tistih, bom rekel, včasih malo smešnih družinskih zakonik forah, ne, ampak čisto v praksi, ne. Številni duhovniki so tudi terapeuti, delajo na tem, ne, in se pač v bistvu prepoznava neke težave, ne, in recimo konkretno zakonska skupina deluje kot neka skupina za samopomoč, terapevtska vnaprej, ne, kjer v bistvu ti si z podobnimi pari, ki so podobni življenjski situaciji in imajo podobne probleme in pač daš neke stvari ven iz sebe, ne, in tudi moraš se pripraviti na srečanje, to pomeni, da se vsaj enkrat na mesec recimo s svojo ženo pogovoriš, ne, enemu zaljubljenemu paru se mogoče zdi, enkrat na mesec se pogovoriš s svojo ženo, ne, kjer bednik, ne, ko imaš pa ti enkrat, ne vem, 5 otrok pa firmo, je pa toliko dnevnih stvari, da v bistvu je včasih izziv si enkrat na mesec vzeti čas, ne. Hudič deluje, ne, čeprav je zelo malo majhen odstotek časa, hudič deluje, da si ga ne. Ja, tako. Oziroma si ga vzameš za reševanje nekih stvari, ne, tam je bilo to v šoli, tu je treba, ne vem, za ta krožek pripraviti, potem je nek dnevni nakup, pa potem recimo neke stvari v eni žlahti pa drugi žlahti, ki se jih treba udeležiti, pa uskladiti stvari, ne, in je en kup nekih teh malenkosti, ker si skupaj pa nekaj delaš, ne, ampak kako si pa ti žena, ne, tega pa ni, ne, tam pa je enkrat na mesec vsaj, ne. Kakšne si imel pa oprimke, poleg teh zgledov nekoliko starejših oseb, tudi kakšne institucionalne oprimke, govoril si o zakonski pa to? Jaz sem ogromno črpal iz skavtov, kjer sem tudi kot voditelj pa potem bil v različnih strukturah, kjer sem imel zelo močno podporo duhovnih asistentov tudi, tako da tu so bili te neki oprimki, pa sva se včlanila v nek program za ta predporočni, bolj konkreten, neenkratno srečanje prek iskrenih, mislim, da je bilo, ne vem. Ampak da si ti imel to energijo v tem letu vse to izpeljati, si ti mogel samega sebe videti v nekih vlogah, si mogel imeti neke goreče grme že pred tem, ki so te pa na to pot tako izstrelili. Kje si pa dobil to vizijo, da bi to sploh bil? Da bi ti bil družinski oče? To imaš od doma ali?
Ja, definitivno jaz prihajam iz velike družine, pa tudi iz velikega sorodstva. Tu, da bom imel večjo družino od povprečne, sem vedel zmeri. Sicer sem iskreno bolj ciljal na 4 otroke, zdaj imam pa 5, ampak sem srečen, da imam 5, no, tako mi je super. Veliko je bilo teh razmislekov, ki jih sam sploh nisem doživljal kot razmisleke, ampak so bile to neke jaz mislim, so bile to neke skavtske kateheze, pa te oratoriji, pa duhovne vajene. Ker sicer jaz osebno, ko sem bil, najstnik, pa tudi pol že kot voditelj in smo bili na nekih teh skavtskih srečanjih in tam smo imeli neke pošave in to, meni je šlo to zmeraj grozno na jedra in jaz sem večinoma takrat spal. Ne. Pač sem se nekam vzel na 1 uro, sem se vlegel in pač tam odspal in prišel nazaj in neki na bluzi, ki je bilo treba tam povedati. Ne. Ampak že sem tu, da so bilo tam neke vprašanja, kje se ti vidiš čez 20 let, pa kaj bi rad počel, ker se meni zdelo, kaj vam ni jasno. Ne. Mene zanima, kaj bo drug teden, ne, pa kaj bo čez 20 let. Ampak da sem 5 sekund tu razmišljal, je bilo 5 sekund več, kot marsikdo drug. Ne. In čeprav teh 5 sekund naredi razliko, ne. Ker 10 po 5 sekund je že skoraj minuta. Ne. Sam niti pa jasno, zakaj so ti dali 1 uro. Ne, niti pa jasno, zakaj so ti dali 1 uro. Ne. Te take male stvari, ki so bile v bistvu takrat, so bile velike. Mi smo imeli recimo v klanih, smo imeli te pogovore, fant punca, pa kje se vidim, pa kaj je moje poslanstvo, pa kaj si želim delati, pa kako bom jaz spremenil svet, pa to in pač itak se ti zdi kot najstniku to totalno abstraktno, ampak v bistvu to so neka semena, ki pol kluvajo in ko je prišel tisti trenutek odločitve, tako zdaj gledam za nazaj, trenutno mi zgleda, da sem se kar dobro odločil. No. Zelo mi je bilo zanimivo tisto, kar si rekel, da si bil iz večje družine, vas je bilo doma 8 bratov in sester, ne? Ti si najstarejši. Ja. In da si vmes tudi malo reflektiral, kaj je bilo doma dobro, pa kaj ne. A znaš tudi za me, pa za naše poslušalce, malo reflektirati, kaj je bilo v družini 8 otrok dobra praksa, pa kaj ne kot otrok, ne kot starš. Že eno samo dejstvo, da prihajaš iz velike družine, pomeni, da si drugačen, ker pač se zmeraj ljudje čudijo, pa ful začutiš to, da si drugačen, ne? Da je to ljudem tako nenavadno, da je to 8 ljudi, ne? Pa kdo ti reče, jaz imam že enega brata, pa ga imam vrh glave, pa tako naprej, ne? Ko si otrok, to doživljaš na tak način. Ne? Jaz mislim, da ena od stvari, ki sem je tle dobil, je, da v bistvu sem zelo hiter nehal dajati, kaj je veliko težje na to, kaj drugi mislijo. Ena je bila ta družinska izkušnja, pa tudi bom rekel izkušnja cele žlahte. Ne? Druga stvar, ki sem jo pa ful dobil, je pa neka preprostost. Ne? Tukaj bi mogoče res rekel v smislu širše družine, naprimer, kar bi izpostavil, bi bile recimo počitnice. Ne? Pri nas je bila neka taka navada, da smo mi hodili na počitnice, kar cela žlahta je hodila okrog. Ne? Mi smo bili doma na kmetiji in moja mama je, potem, ko je bilo več otrok, je ostala doma. To je pa menilo, da je bilo čas, pa to je res, po 15-20 otrok je bilo pri nas na počitnicah. Moja mama je imela 6 bratov pa sester, 7 jih je bilo. Včasih kar vsi, ne, tisti, kateri so bili že takrat rojeni, mislim, da imam zdaj nekaj čez 30 bratrancev pa sestričen, ampak takrat je bilo to, recimo 14-15, ne, so kar vsi bili pri nas, ne, pa smo bili en teden pri nas, pa smo šli en teden, k stari mami Jovše, pa teti, pa drugi teti, ne, ali pa stricu, ne, in smo se kar selili tam in mi smo bili po cele poletje skupaj, ne. To imam ful lepe spomine na to, ker tu je bilo takih bedarij in dogodivščin in postolovščin, da je za film posnetno. Že od majhnega, ne. In starši so imeli eno tako zanimivo kombinacijo tega, koliko so nas prepuščali samem sebi, pa koliko so se vmešavali v te naše igre, pa nas vzgajali, ne. In sicer, ker so to kmečke družine, je ena taka vrednota je bila delo, ne. Na teh počitnicah sigurno ni bil en dan ali pa 2, po vsakem tednu, kjer smo pač mogli nekaj delati, ne. Ali si šel v hosto, pa si tam drva napravljal, ali si krompir poberal, če je bilo to glih avgusta, ali kumare, recimo stari mami. Pač to je bilo tako, da vsaj nekaj dni od tega je bilo prav fizično delo. Ne. Noben se nekaj dosti sekeral, če si že kdaj sekal drva ali pa nisi. Ti si dobil skero, edino to so poskrbeli, če si prvi sekal, da si bil dosti stran drugih. Ne. Pa ti je rekel stric, ne, evo, tle imaš skero, če se boš usekal, pa tebe bolelo. Ne. Kao sebe, lahko sem te damo stran, da drugih ne boš. Tako, nekako, ne. Ampak isto je bilo z vsem, ne, veš, ti si tam delal in pa ti je rekel, skoči na traktor, pa ga premaknem naprej. Še nikoli ga nisem, ja, obrn ključ, pa da je v prvo. Nisem noben kaj dosti ukvarjal s tabo, a zdaj ti to znaš ali ne znaš, pa če šel si, če si kaj narobe naredil, so se vsi malo smejali, pa si še enkrat mogel probati, dokler nisi prav naredil. Ne. To je bil en tak princip. Ne. Sej so imeli dosti občutka, da so približno starostno razporedili, pa so vedeli, kaj si sposoben. Ampak dosti je bilo tega principa, pej tam, pa to naredi, pa ne kompliciraj, ne, sem nared. Ne. To je bila en element, druga zadeva je bila, da smo imeli ogromno prostega časa po teh kmetijah, pa dostop do orodja. Noben se ni nikoli kaj dosti sekeral, če smo mi jemali tam orodje, razen če ga nismo pospravili, to smo jih zmeraj slišali. Tako da smo pol delali en kup nekih projektov, od nekih vozil, s katerimi smo se spuščali v dolino, naredili smo si skatepark, naredili smo si zabordat, pozim neke rampe, da smo se po tistim natikali gor, skrivališče, ko smo se igrali tate pa policaje, neke bunkerje. Pri teh igrah nas starši, pač dokler nismo se kaj dosti povzročili probleme s sosedom, nas niso omejevali, ne, so nas čisto pustili na miru, ne.
Tretja je pa bila, da so v bistvu, zato ker so tudi sami sestrici moji pa tete ali pa starši bili iz velikih družin, so imeli nekaj tega občutka za otroke in so recimo enkrat na teden, če smo bili nekje na počitnicah, sigurno je se tista družina potrudila, da nam je enkrat v tem tednu neko dogodivščino zrihtala. Ne. A smo šli, ne vem, na Kolpo ali v hribe, to so bile bolj take, ker je bilo veliko otrok, pač neke poceni stvari, preproste, ampak noro dobre, postolovščine, ne, z biciklom na bazo 20 na 7 stric pelov ali pa nekaj s čovnikom, tako veš, neke take simple stvari, podobno kot pri skavtih pol naprej. Ne. Mislim, tukaj se je nam med poletjem dogajalo, ne, da v bistvu pol, ko sem prišel v šolo, pa sem se pogovarjal z drugimi sošolci, pa so tam rekli, mi smo šli na morje, ne. Meni tisto morje je bila, mislim, sploh ni bila najboljša stvar med poletjem, vse drugo je bilo boljšno. Ti kaj pa porazdeljena pozornost od staršev, čist fizično gledano, časa ni bilo toliko na posameznega otroka, si to kaj pogrešal ali se je to na kakšne druge načine kompenziralo? Mislim, jaz kot najstarejši, po mojem, sem te pozornosti ful imel. Tako da to bi bilo bolj vprašanje za mlajše brate. Sicer jaz nisem čist najstarejši, ena sestra je bila starejša od mene, ki je žal v eni nesreči umrla. Ta travma je tako malo zaznamovala mojo družino. Drugače pa v bistvu, jaz sem od svoje najmlajše sestre starejši, mislim, da 17 let. Se pravi, je še ona doma? Ja, moja najmlajša sestra je zdaj stara 16. V bistvu moj najstarejši sin pa moja najmlajša sestra sta si po letih bližnji in sta tudi bolj kolega, kot sem v bistvu jaz z najmlajšo sestro. Čeprav se trudim, ampak za njo sem pa mojem ful strno. Tako mi verjetno ona doživela, ne. Jaz se spomnim, ker je moj stric 30 let, od mame najmlajši brat in meni se je zdaj grozno strne. Pravuno sem si mislil šit, ne, zdaj bo požas konc njegovih forne. A se ti zdi, da je ta samostojnost, ki si jo pridobil skozi te igre, pa skozi to učenje z delom, na kakšen način vplivala zdaj na to, da si podjetnik, ker tukaj si tudi pač brez šefa, moraš imeti neko lastno voljo, neko samostojnost, je bila tukaj kakšna povezava? Pač te ideje so se dosti rojevale za enega dolg časa, ne. Mislim, ta princip je v bistvu meni ful dober, ne. Noben od naših stricov pa tetel pa mojih staršev se ni zdelo, da bi nas vsak dan nekaj tam animeral, ne. Pač pejte ven, ne. To so nas velikrat napodili, pač ven pejte, pa delajte nekaj zunaj, ne. Pa si tam razmišljal, kaj bi delal, ne. Bi rekel, cel ta proces, ne, ko smo delali voziček ali pa, ne vem, skatepark ali pa karkoli, ne, pač dosti tako navadiš, da imaš neko idejo in jo pol realiziraš in tam nek material pobereš in nekaj narediš, ne. Mislim, da ta princip je kar tak podjetniški, ne. Cel koncept, zastaviš si idejo, malo zrišeš, malo nekaj načrtuješ ali pa pač sem greš delati pa nekaj žerata, ne. Dosti so bili starši podporniki v tem principu. Spomnim se, da smo enkrat delali neka vozila, nek voziček in se z njim spuščali. In pol smo hoteli še, da bi ta voziček imel tudi bremzo, ne, pa še en kolon nam je manjkal, smo mogli prav 30 let gor, da se je sploh lahko pelil, ne. In mi smo imeli idejo, da bi naredili srečelov. Seveda srečke so zrihtali starši in pol iz tega rad cel piknik, ampak recimo tak princip, ki je bil vzgojni v žlahti nasploh, ne. Lahko bi rekli, dej ne komplicirajte, ali pa bi nam en dal 30 € za tiste kolone, ampak ne, tu so se mame angažirale, vsaka je zrihtala neke srečke, mi smo na koncu zrihtali srečelov, smo prav rekli zadnji dan počitnic v soboto, vse poklicali domov, naše družine, ne, pridite tam v Jelšev z Jalov, bomo imeli piknik, organizirali piknik, ne. Mame so bile tukaj, ali pa ne vem kdo, da pač dejansko na onem pikniku bila tudi hrana pa pijača, ne, in na koncu je bila to prav fešta za celo žlahto in mi smo tam izvedeli tisti srečelov, srečke so spet zrihtale mame, ampak mi smo imeli feeling, da smo vse mi naredili, ne, in te srečke so pa te starši še kupili in mi smo zbrali pol za tisto kolo in tisti voziček je pol bil par let tam in smo se z njim spuščali v tisto dolino dol, ne. Saj, ko si mlajši, so ti te krogi, ne, žlahta pa to nekaj podobnega, kot so ti zdajle poslovni partnerji, ne. Isto je ravno na obrobju tvojega sveta, da moraš iste kompetence pokazati, kot zdajle do poslovnih partnerjev, ne. Ja, kakšnega strica te ima strah, ne, čeprav pol pozneje vidiš, da je čist dobrodušen, ampak tako, kakor ima kdo občutek za otroke. Pa dati ful tako vrednost, ne, mi otroci smo organizirali, starši so pa prišli, ne. In so se po naših pravilih celo soboto, mi smo tam neke igre pol pripravili, ne. So si vzeli čas in so se po naših pravilih tam neke kole, pa neka jabolka so ščebra poberali, pa neke take igre smo pripravili in oni so se tukaj pač čist zares igrali tam in tekmovali in tako. Cela žlahta, ne govorim ena družina, ki je imela bolj feelinga, ampak tako, skoraj cela žlahta mislim, da je tam prišla, na koncu je bil cel žur tam, no. Zdaj pri svojih otrocih mobilni telefoni in podobne zadeve kaj pokvarijo ali delaš po istem principu? Nimam še toliko velikih, da bi bili te telefoni pa tukaj kakšen problem. Se pravi, zaenkrat če laufa to, da jih ven napodiš in da se to isto zgodi. Ful imam tle res blagoslov. Preselili smo se v vas, sosed naš ima 4 otroke iste starosti kot mi, ne. Torej ta je že ta prvi tak, potem pa še naprej par hiš so po 1, 2, 3, tako je, da je v bistvu v celi vasi enih 15 otrok, pa še zraven Krke smo.
in to se v bistvu cela vas dobi, tako da je treba kar previden biti, ko se furaš čez ta naša sela, ker je teh otrok zunaj polno in isto se igrajo tate pa policaje in norijo in celo poletje so dol na Krki, tako da zaenkrat glede tega je kar podobno. No. Namensko v bistvu ti je všeč, da ustvariš to okolje njihove samostojnosti, pustolovščine za njih. Zgleda, kot da jih prepuščaš same sebi, da bi celo morda kaj rekel, ampak je namensko s tvoje strani to okolje ustvarjeno. Se kar dobro razumemo sosedi, tako da recimo, ko grejo na Krko, potem greva ponovadi sosedom tam, ampak mi da veš odpreva kakšno pivo tam, pa klepetava, pa jih gledava vdaleč. Se nam pa zdi vseeno smiselno, dokler je še dosti mehnih, da je en tam zdraven, če bi slučajno kaj bilo. Vaško okolje ima to veliko prednost, da v bistvu ta neka kmečka logika še zmeraj je prisotna, saj pri nas in da mene ni strah, če so pri enih ali pa drugih sosedih tam dol, ker vem, da tam je kakšen odrasel, ki bo pač poskrbel, da v primeru, da bom prišlo do pretepa, bo malo zaropotal, drugače bo pa pusto namerne. Pa seveda se skregajo, stepajo vse sorte, ampak vidiš naslednji dan, da so prijatelji in se mi zdi to v redu. Če greva zdaj na drugo tvojo vlogo, to podjetniško, ti imaš marketinško agencijo, če lahko malo več poveš o tem podjetju. No? Torej, začel sem jaz kot freelancer, oziroma prej sem delal na mladinskem cehu, na projektih, in nekako se nisem najbolj našel noter, malo sem se počutil utesnjenega. Pač te stvari niso tako fleksibilne, ti podpišeš nek projekt za 3 leta naprej in se ga moraš držati 3 leta, pa ugotoviš, da si mogoče narobe zastavil in to je pa meni težko bilo delati. Tako da sem pa iskal neko pot drugam in to podjetništvo me je vedno zanimalo, tako da sem potem začel delati prek freelancerskih portalov, najprej kot nek stranski zaslužek. Torej, poleg službe še, pač takrat je bil Elance, pa Odesk, pa se je to združilo v Upwork. Sem si tam naredil profil, sem prijavil na službe, to je bilo tam okrog 2010 pa naprej, 2012, recimo 2013, so postali zelo popularni te e-kursi, recimo Coursera, EDX in takrat je bilo to še vse zastonj. Danes je več ali manj plačljivo. Jaz sem lahko tam poslušal profesorja iz Stanforda zastonj, ko so bili to pilotni projekti. In je bilo en kup predavanj o startupih, to je mene ful zanimalo takrat, startupi, podjetništvo, programiranje, malo sem se iskal, kam tle bi šel in sem tudi različne kurse delal. Sem probal tudi nekaj malo bolj programersko, kakšen Python pa tako, pa sem videl, da nisem tako dober v tem. Nasplošno kot podjetništvo me je najbolj zanimalo, tako da pol je bila ta odločitev za marketing, zato ker sem videl, da moraš pa vseeno priti čez eno veščino. Noter. Predvsem kot nek junior boš ti zelo težko nek konzultant za podjetje. Mislim, zakaj bi nekdo tebe poslušal, ker si star 24 pa nimaš pojma. Zdaj kot ekspert za Google Analytics ali pa Google Ads ali pa Facebook Ads ali pa tracking, data studio, karkoli, pa lahko prideš noter in pa ali počasi rasteš. Tako da moja prva taka veščina je bila najprej predvsem Google Analytics pa Google Ads, potem sem pa malo širil svoje znanja pa dodajal sodelavce, ki so pač bili eksperti z določenega področja, ali pa postajali eksperti, imeli željo, kakorkoli. Potem je to nekako preraslo v agencijo. Mi zdaj kot podjetje delamo večinoma z nekimi manjšimi podjetji, tam okrog 15-20 zaposlenih, večinoma so to ali IoT produkti, torej nek fizični produkt z neko aplikacijo ali pa software service biznisi. To pa zato, ker imajo te produkti malo daljše nakupne cikle ponavadi in so tukaj različni, recimo, da sami sebe vidimo kot eksperte v tem user trackingu, od prvega stika z brandom do nakupa in potem tudi naprej do retentiona, torej dolgotrajnega odnosa in glih pri teh produktih je to najbolj izrazito. Recimo e-commerce shop glih ni naša tipična stranka, tudi nismo preveč dobri. Se pravi, da prevedem veliko angleških besed si uporabil, če prav razumemo nekako, tvoje podjetje je specializirano, da pomaga unim drugim podjetjem, ki prodajo neke malo bolj zakomplicirane tehnične stvari, kjer se stranka dalj časa odloča, več premisleka naredi, večkrat obišče spletno stran in tam moraš ti tega človeka malo znati zadržati, sprotno informirati in z eno, rečemo, serijo mailov ali pa na različnih koncih ga zagrabati in to je nekako specializacija tvojega podjetja. Ja, potem vsak kanal, mail, oglasi, zberaš neke podatke, predvsem pa potem rata zanimivo, ker recimo se ta človek prijavi v tvojo aplikacijo. Kaj naredi prvič, kako mu razložiti navodila te aplikacije, kako ugotoviti, da je primeren, kako ga peljati, ponavadi so tukaj neki free traili, torej neka poskusna obdobja, koliko časa mu razlagati v tem poskusnem obdobju aplikacijo, kdaj mu začeti prodajati, da bo na koncu kupil, kaj mu ponuditi, kateri featurji so pomembni na začetku, kateri potem naprej. Tako, pač bolj kompleksen je ta user journey, torej ta uporabnikova izkušnja je tukaj precej kompleksnejšega od neke trgovine, ki prodaja
izdelke iz Kitajske ali pa šampone, tudi tam so specifike. Ne. Tudi smo recimo delali s kakšnim podjetjem, ki to dela, ne, in mogoče tudi tista stvar, ki me resnici zanima, ne, se poglobiti v uporabnika in veš, kaj vse lahko, recimo zame kot preprostega človeka s kmetu, kaj vse lahko gre eni ženski po glavi, ki kupuje šampon. Ne. Veliko več, kot bi si mislil na prvo žogo. Ne. Ker si prej toliko označoval vero, pa odnose, pa to, a ne. Se mi zdi, da vlada nek tabu, da tukaj greš pa na trdi biznis, manipulacija, marketing, spamanje glav, internet itak ustvarja neko problematičen svet in tako naprej. Ne. Kako si lahko del tega, Franci? Ja, vsak dan se odločiš sprot. Pri vsaki stranki se odločiš, ali pa se vsaka stranka odloča, ali bo delala fair marketing ali bo manipulirala. Ne. V resnici dolgotrajno so neki poslovni modeli, ker je tudi vzdržno manipuliranje, ne, predvsem tam, ko so neki enkratni nakupi, ne, ampak bom tako rekel, v tem trenutku je tako povpraševanje po naših storitvah, da si lahko zberemo stranke. Ne. Tako da lahko delamo res s tistimi projekti, ki se nam zdijo, da so vsaj fair produkti, vredni svoje cene, ali pa da je v ozadju tudi neka ideja, neka vizija, neke konkretne stvari. Ne. Tukaj sem tudi imel kar nekaj težav sam s sabo, ne, veš, ker mogoče kot nek mlad idealist pričakuješ, da boš zmeraj reševal svet, ne, pa v bistvu se ti zdi, ok, zdaj pa sem pomagam nekomu prodati eko šampon. Ne. A je to zdaj to, ne? Ampak ne vem, v poplavi nekih šamponov, ki so lahko tudi škodljivi, je v bistvu tudi to, da ti na nek trajnostni način, podjetje, ki na trajnostni način dela recimo nek eko šampon, je tudi v bistvu nek mali prispevek. Ne. Bolj pa jaz svojo vlogo vidim v tem, da predvsem mi podjetjem pomagamo rasti. Torej, da se odpirajo nova delovna mesta, nove zaposlitve. V bistvu marketing na tem nivoju je dosti strateški. Ne. Tem je razlika med marketingom, bom rekel, na strateški ravni, pa med tem, da ti delaš oglase za Facebook. Ne. Zdaj, te marketinški triki so pa dosti vezani na človeško psiho. Ne. Sam trik ali pa sama bližnjica nikoli ni rešitev, ne. Če je pa del nekega širšega konteksta, je pa pač v določenem, jaz bi rekel, kot orodje. Ne. V določenem trenutku je smiselno uporabiti določeno orodje ali pa nagovoriti človeka. Ne. V osnovi marketing ugotavlja predvsem tu, v kakšnem kontekstu boš katero informacijo uporabniku ponudil. Ne. Zdaj, če jaz recimo delam hišo, mene zanimajo informacije o oknih. Jaz bi rad več prebral o oknih, zanimajo me razlike med plastiko, pa med lesom, med dvoslojnim pa troslojnim, zanimajo me, koliko bom prišparal in veš, takemu človeku ponuditi v pravem trenutku kalkulator, da si izračuna, da primerja in tako naprej. To ni zdaj manipulacija itak. In zdaj, če ima spletna stran, če ima podjetje dobro zgrajeno infrastrukturo in ima dosti informacij, ne, podjetje je na koncu vseeno, ali bo on kupil plastično okno, ali bo kupil leseno okno, ali bo kupil les aluminij, dokler bo kupil pri tem podjetju. Ne. In mu vse te informacije lahko zagotovi. Ne? In več, ko mu teh informacij zagotovi, bolj sebe pozicionira više, gradi to zaupanje, ne? Gradi ta odnos. Ne? Prodaja je več, kot sem kupi zdaj po tej ceni. V bistvu gradiš tudi odnose med ljudmi, ne? S tem svojim podjetjem. To je v bistvu eden izmed glavnih trendov, ta personalizacija. Ne? Zdaj ta tehnika omogoča, da ti do nekoga pristopaš ali prek maila, ali prek Messengerja, ali prek SMS-a, ali na stojnici, tu vse zberaš nekje in pol vidiš, kje se uporabnik s tabo engagea, lahko beležiš čisto na osebni ravni. Tudi pri velikih podjetjih s par 1000 strankami ali pa 100 000 strankami lahko na osebni ravni beležiš, kaj je ta stranka že videla, katero informacijo je dobila, kako se je engagela in v bistvu prilagodiš svojo storitev njim. Ne. Kaj pa je ta tvoj zakaj pri tem podjetju zdaj? Kaj je tisto, kar čutiš, da je vseeno to edino življenje, ki ga imaš na tem svetu, vredno vložiti v to? Jaz sem tak človek, ki ima rad izzive. To me je vedno motiviralo. Če hočeš meni nekaj dobiti, mi moraš postaviti malo izziva. Ne? In vsaka stranka je v bistvu izziv. Ne? Malo zakaj je mogoče v tem, da sem že prej probal en startup, pa nam ni ratal in je pa bila tudi malo osebna bolečina, ne? Zakaj pa meni ne more ratati zgraditi podjetje. Ne? Druga stvar je, da odzmeraj me je to zanimalo, mogoče bolj kot marketing so me vedno zanimale organizacije. Ne? Kako deluje organizacija, kako se noter vzpostavljajo neki procesi, kaj je treba urediti in zakaj v bistvu je spet ta zakaj neko podjetje prodaje, ne? Kaj v bistvu je vrednost, ker ta vrednost je ful smešna lahko včasih. Ne? Ta bi rekel neka skrivnost, ki jo podjetje ima, zaradi katerega v bistvu kupci kupujejo. Tako da v bistvu se skoraj malo počutim kot nek detektiv, ki sestavlja koščke med sabo, ne?
po vsaki stranki posebej in poskušaš ugotoviti, zdaj, kaj je tista glavna stvar, ki bo pa tej organizaciji pomagala, da bo svojo idejo širila ven. Tako da jaz tudi ne ločujem dosti med recimo nevladno organizacijo pa med podjetjem. Ne. Pač vidim dosti veliko podobnosti med temi strukturami. Ne. Ta glavni zakaj moj je v bistvu pač reševanje teh izzivov. Ne. Pač in tudi, da vidim, da sem v tem kar dober in nekako pol greš avtomatsko v to smer, ne, kar ti na nek način jim pomagaš tudi odkrivati njihove darove, njihovo vrednost, njihovo edinstvenost, ne, če sem te prav razumel. Ja, velikrat imajo podjetja s tem težavo. Ne. Podjetja v bistvu velikrat ne vejo, v čem so drugačne od drugih podjetij. Ne. In se kar preveč zgledujejo mogoče po kakšnih konkurentih, ne, in v bistvu neko svojo glavno unikatnost kar malo skrivajo. Ne. Ampak daj povej zdaj, kako je šlo to zdaj od nekega agronoma preko poklicnega mladinskega delavca, ki je spet čist neki drugega, okej, saj vzgoja rastlin recimo, ali pa salam, pa mladih, hajde, no, pa ima neko zvezo, potem iz tega ven v startup svet, pa v podporo startupom, v podporo podjetništvu, pa v marketing. Kako so bile te faze, kaj je vsaka dala, pa kaj je skupni imenovalec vseh teh faz? Je tebi ta razvoj jasen tvoj, ali ti je tudi malo tako kaotičen? Mislim, kaotičen je v tem smislu, da pač je bilo moje mladostniško življenje kaotično. Kaj to pomeni? Pač bil sem na 100 koncih naenkrat, ne, in to se tudi zdaj tle vidi. Ne. Mogoče ta agronomija štrli ven, zaradi tega, ker v bistvu na koncu, jaz sem hodil na ekonomsko gimnazijo, ne. In z tega smisla, če bi sem to poglavje agronomije preskočil, bi bila pot precej bolj straightforward. Ne. Ampak ekonomska gimnazija v naših časih je bila predvsem gimnazija, ekonomija je bila pa zelo makroekonomija. Tam smo se učili neki temeljni ekonomski problem, pa te neke obrestne mere, pa ne vem, keynesijanci proti ne vem kaj že bilo. Skratka, nič kaj dosti veze s podjetništvom ni imelo. Mislim, da smo sicer enkrat imeli 14 dni neki malo podjetništva. Jaz sem na koncu ekonomske gimnazije vedel sem, da je to kar neki. Ne. Mislim, pa tudi v takem osebnostnem obdobju sem bil, da je bilo vse kar nekaj, sem bil pač najstnik. Ne. In pol sem takrat bil aktiven pri alpinistih tudi, ne. Eno kratko obdobje sem imel neko željo, da bom tudi jaz postal alpinist in tam sem imel en zgled, enega Boruta, ki je bil zelo tak mentor nam, on je idealiziral poklic gozdarja. Ne. Koliko je fajn biti gozdar, ki pač hodiš po hosti, pa turno smučaš po zim, pa označuješ si se smreke in jaz sem se prijavil na gozdarsko. Ne. Pa nisem bil sprejet na gozdarsko, ne, ker sem pač nisem imel preveč dobrih ocen v srednji in sem bil sprejet na agronomijo. Ne. Ok, bom šel pa na agronomijo, itak mi je vseeno važno, da grem v Ljubljano študirati, ne. Ker sem pač v bistvu hotel ta študentski life, ne. Ker sem ga pa tudi fural. Ne. Tekom študija, če si iskreno, je bil meni študij čist drugotnega pomena. Jaz sem tukaj študiral, da nisem imel problemov doma, ker dokler sem šel v višji letnik, je pač bila štipendija, doma mi niso težili, vmes sem pa napolnil od hribov do skavtov, do raznih potovanj, do študentskega dela. Hotel sem vprašati, kaj so bile glavne determinante študentskega lifea zate? Širjenje socialne mreže. Jaz sem mogel skozi nekje biti. Skozi. In sem tudi skozi nekje bil. Ne. Ko sem prišel, ne vem, za vikend domov, smo šli na gasilske vaje, pa smo šli z gasilci ven žurat, pa pol s prijatelji, pol v nedeljo, ko smo prišli v študenta, smo takoj tam že v tem študentskem stanovanju, je bila predvsem neka fešta, ampak jaz sem šel pol v ponedeljek na faks in tam smo takoj s sošolci bili, pa ali smo šli na predavanje, ali smo kam drugam zavili, pa smo si planirali razne izlete, od ne vem, na morje, v hribe, med tednom, kadar ni bilo kaj za delati, takrat so bili dejansko taki časi, kadar ni bilo kaj za delati, sem se izjutraj zbudil, sem pogledal na študentski servis, sem šel nekaj fizično delati. Ne. Od raznih selitev, to samo nareš. Selitve, zlati biznis, tu si šel nekam, 3 ure pomagal eni teti nek kavčnes, pa dobil 30-40 evrov, to sem jaz imel do konca tedna dost. Ne. Še boljši zlati biznis je bil sneg v Murglah. Ne. Tu si šel tam do unih hiš z lopato, eni teti odmetal tistih 15 kvadratov za 20 evrov in že prišla soseda, si lahko 100 evrov 200 zaslužil v parih urah. Ne. Sem z metanjem snega, tako da, ko je sneg padal, tu še zdaj, če kakšen študent poslušal, lopato narave pa v Murgle. Tam so premožni, imajo parkirišča, vsak ti bo dal 15-200 evrov, da mu odmečeš. Ne. Pa še štipendijo sem imel. Ne. Tako sem zaslužil dosti za potovanje in za nek tak lifestyle. Ne. In to je bilo meni, da se dogaja. Ne. Ko je bila neka aktivnost skauti, jaz sem bil zdraven. Ko je bila neka aktivnost v študentskem domu, jaz sem bil zdraven. Ne. Pač nič nisem hotel zamuditi, ful sem imel ta FOMO, kot zdaj rečejo, fear of missing out. A je to, da si bil z vasi, kaj je vplival na to, da se pač tam ni toliko dogajalo? Da je bila Ljubljana v bistvu tako res drugačna v zvezi s tem? Ali?
To, da se na vasi nič ne dogaja, to je samo neka predpostavka, ko jo imajo Ljubljančani. Na vasi se dogaja stokrat več. Ko sem bil v srednji šoli, to se skozi dogaja. Tam vsak večer se greš lahko na igrišče, pa smo tam imeli 2 gostilne, Može pa Škarjanček, ki jih vsi, ki mene poznajo, tudi verjetno poznajo. Tam sem se zvečer zbrali in pa se je nekaj zgodilo. Ne. Pa so te gasilske vaje, ki so, ne vem, po mojem vsem mestnim ljudem smešne, ampak to je vrhunska zgodba. V 7 se nabereš tam, vadaš tiste cevi razvijati, pa nekaj korakaš tam v 10 pa to. Pa se pa cela 10 zbralo v gasilskem domu, seveda se je kaj spilo, šli smo tudi skupaj ven, ampak to je bila pač družba. Ne. Pol je športno društvo, tam sicer nisem bil tako aktiven, pa tudi zdaj vidim pri svojih bratih, ne, da pač te stvari še zmeraj relativno doživijo. Ne. Pa veselica se dela, kar se mnogo mesta tiče, je recimo dogajanje po Trški gori, pa po Podgorju bistveno bolj pestro kot dogajanje v Novem mestu. V Novem mestu si imel tiste 3 bare, kakšni cigani so tam prišli, niti nismo tako zelo veliko hodili ga žurati v Novem mestu. Predvsem polka je tisti patriot šel bolj nadol. Ne. Bistveno več smo ga prežurali po Zidancah in bistveno več je dogajalo po vaseh, kot pa v centru mesta. Skozi je to sam da dogaja skozi tvojo življenjsko zgodbo. Zdaj tudi doživljaš, da si šel v tem, ali je zdaj že se to kaj nadgradilo? Potem, ko sem bolj odrastel, ne, pa malo bolj začel za družino, ne, pol sem v bistvu tudi začel več delati na sebi. To je v bistvu dejansko potem prihajalo naprej, ne, tako da sem začel s temi egzamni, ker je neka meditacija, pa tako se bolj umerjati ali pa sem si, kako bi rekel temu, izpogajal, sem se ženo uskladila, da imam recimo rad grem na bicikel. Torej, da imam neko obdobje, ker sem nekaj ur sam zase, ker imam neko tišino, ker lahko malo bolj reflektiram, kaj delam, pa zakaj delam, pa tako. To se mi zdi, tega kot študent nisem imel, mogoče bi se hitrejš pa boljš odločil, če bi imel, ampak se mi ne zdi, da sem takrat kaj to pogrešal. Zdaj pa veliko delam na tem. No. Mi je pa to v bistvu ful pomembno, ne, da se vsaj enkrat na teden za 1 uro sam s sabo najraž grem na bicikl. No. Da imam zase, da malo premislim, kaj se mi je dogajalo, da gremo čez neke momente, kjer sem se razveselil, kjer sem se razjezil, kjer bi lahko boljš odreagiral, da to mečkano zavestam, si probam polka pridem dol, kaj tudi kam kdaj zapisati, pa tako. No. Predvsem manj sem družaben. No. Kako pa te egzamne delaš, kaj ti prinašajo zares, imaš kakšen postopek poseben? Ali? Najprej nisem imel nič, sem od večjih slišal, da je fajn imeti refleksije, pa te neke meditacije mi nikoli niso kaj zelo potegnile, pa sem pa v bistvu najdel ta jezuitski egzamen, ki so nekaj jih je posnetih, tako da sem tisto poslušal, pa sem pa videl, da grejo bolj kot ne po nekih istih teh smernicah, ne, torej, kaj je bilo v redu, kaj je bilo slabo, kje se lahko izboljšam, kje čutim nek božji dotik, v tem smislu, zakaj se lahko zahvalim, tako da se mi ta vprašanje kar dost ostalo. Ne. Tisto, kar pa dobijam, je pa predvsem, kakšen teden mi rata, no, da vsak dan delam, je pa veš ta efekt, ko se, v isti situaciji na enak način razjeziš na otroka in se počutiš butazga, ker si 5krat zapored zapisal, da tega noč več počel. Ne. In se pa lažje odločiš, lej, to navado bi pa res rad opustil, ali pa v takšni situaciji bi pa res rad drugače reagiral. Ne. Ali pa do, recimo v službi, do zaposlenih, ne. Kako sem podal kritiko, kako je bila sprejeta, a sem opazil. Pri remote delu je ful velik problem, ker ti ljudi ne vidiš v živo. Ne. Veliko se zgodi, pa veliko se komunicira prek teh messengerjev. Ne. Torej, mi konkretno uporabljamo Slack. Ne. In ti, kaj nekaj napišeš in daš tam 5 ali ne, lahko nekdo to doživi, zdaj me pa skritiziral v 0. Ne. Zato, ker ti seveda nimaš časa in v zgoščeni obliki napišeš, kaj treba še popraviti. Ne. Nič slabega s tem ne misliš. Ne. In to je treba pol komunicirati na teh uživo sestankih. Ne. Kaj si mislil s tem, pa tudi, ker to kritiko napišeš, se da nič ne prešparaš, če hitro pišeš, več prešparaš, če si vzameš 5 minut, pa napišeš v taki obliki, da je jasno, da nisi slabe volje, da je stvar 90% vredno narejena, da pač še 3 stvari manjkajo. Ne. In zdaj, če narediva en tak velik egzamen tvojega tega zadnjega desetletja, ko greš s kakšnimi temi sošolci z faksa ali pa z bratranci, tisti, ki se jim ni zgodil otrok, kako zdaj vidiš pač ostale 34-letnike, neke povprečne, pa svojo pot, kaj so glavne tiste razlike? Veš, da večina mojih teh kolegov ima otroke. Tu mi je ful zanimivo. Ker recimo, naprimer, glik so šolci z faksa, ne? Če bi gledal, politično smo si čist na drugih bregovih. Pa tudi interesno, ne? Eni imajo dejansko doma kmetije ali pa gostilne, jaz sem kar nekam zaplaval. Ne? Ampak večina se pa v bistvu dosti taki družin, tako vidim ful nekih podobnosti, ne? Med nami, tako da niti ni, ta družba moja se je kar v veliki meri poročila, pa si ustvarila družine, pa se osamosvojila in to mi je ful zanimivo, ne? Ker recimo, glik so šolci z faksa,
Jaz mislim, da smo bili ta moja skupinca, da smo bili med bolj žurerskimi skupincami. Nas je bilo 200-letnikov, teh 8-9, ki se nas druži. Po mojem bi si marsikdo mislil, da pri nas ne bo z nobenega nič, pa smo v bistvu v veliki večini vsi naredili faks. Ne. Vsak se je nekaj zastavil, no, ali na svoji kmetiji, ali pač kjerkoli že dela nek napredek, tako da v bistvu so te moji sošolci ratali kar eksperti na svojih področjih. No. Velikrat se je v bistvu tudi meni bila spodbuda pri moji poti, sem se včasih počutil, on je že ne vem kaj, dela nov sadovnjak, on ima ne vem, gostilno, ful velike uspehe, tam je postal inšpektor, karkoli, ne, jaz pa še tle zmer neki bluzim, ne. Sem v bistvu celo motivacijo pri njih črpal, ne. To zato, ker so imeli bolj premočrtne poti mogoče, ti si bil pa malo na več področjih? Ja, tudi, pa tudi mogoče agronomija je tak specifičen biznis, ker v bistvu večinoma nadaljuješ neko pot, ki je nekdo že prej postavil, ne. Kolegi moji so kar dali 2-3 predstave višje od tega, kar so prej dobili, ne. Ampak je mogoče vseeno lažje, ne. Jaz sem pa mogoče si z nule začeti, ne. Moje prvo leto je bilo, ko sem šel na svoj biznis, je bilo zelo tako, kakšen mesec sem zaslužil za plačo, kakšen mesec pa nisem, ne. Moment, en let sem kar rabil, da sem nekako konstantno neke prihodke imel, ne. Vmes sem že skoraj hotel enkrat zaposliti nekje, ne. Sem že bil malo obupan. Kar je meni, moja mladost dala, je dost velika samozavest, ne. Pač jaz sem vedel, da bo meni ratalo. Nisem sicer vedel kako, ampak vedel sem, da bi bo pa ratalo, ne. Mogoče tako iz te ne moje družbe, pa ja, je nek tak trend tega, da marsikdo pri mojih letih čez 30 se ni ustvaril družine. Vidim pa tako nekako dve različne poti, ne. Eni so se pa dost vrli v kariero in so vseeno na neki točki, veš, se tudi samoiniciativno odselili od staršev, postavili na svoje noge in ne vem, zdaj mogoče razmišljajo o tem, ne, ali pa vidijo potrebo. Večina se vseeno nekako je osamosvojila, ne, in pač tiska se ni pa zdaj nekako vidi, to je pa pač neko obdobje v mojem življenju, kjer bi mogel nekaj narediti, ne. En del pa pač, ja, je pa zabluzil, no. Ta je pa malo bolj žalosten, ne. Eni so se malo zgubili, no. Eni so, ne vem, kakšna travca jih je odnesla, ali pa tako, pol so se kaj zapili, pa tako, so tudi kakšne žalostne zgodbe, no. Kakšno, vem za eno študentsko stanovanje v Ljubljani, ki je po mojem isto kot 15 let nazaj. Istih 5 tipov. Razlika je, da so takrat pri tem zvoku bili pre študenta postavili odre, zdaj pa pač so prek nekih pogodb, drugač pa ja, pač niso zmogli nekih korakov. No. Kaj botruje tem korakom? Zakaj človek gre v korak? Ne vem, ali je dovolj veliko nezadovoljstvo z prejšnjim stanjem? Ali... Ja, ne vem, kaj druge motivira. Ne. Kako bi rekel, ne, veš, če ni težko, verjetno nima velike vrednosti. Ne. Mi smo taki, tudi bi rekel, sorodstveno pa tudi, da smo bolj za vztrajnostne športe. Ne. Ker tudi te sorodniki moji so bili kolesari ali pa strici so bili neki maratonci, pa tako. Ne. Mislim, da je to malo v družini, ne, ta neka vztrajnost, pa nek mater na dolgi rok, da jaz sem to malo podedoval. Ne. Tako da se mi ni težko nečesa lotati, tudi če vem, da bom zdaj en let švical, ne, ali pa da mi ne bo najbolj enostavno zaradi nekega višjega cilja naprej. Ne. Pa tudi ne gledam zmeri, sem čez to, se splača, se ne splača, ne, ker mi v bistvu, ne vem, bi rekel, neka življenjska izkušnja mi je to dala, da če sem nekje se nekaj potrudil, pa se nečesa lotil, sem od tega ful imel. Ne. En kupi teh nekih skavtskih projektov, ali pa to, kar smo delali za socialno, ta bicikl, ker tudi ni bilo v zmeri vse lušno, na koncu pa vidiš, da ti je ful dalo, ne. In da si zaradi tega kot človek napredoval. Nekdo pa pač nima te izkušnje, pa se ne lotne. Si rekel, da sta podjetje pa družina zelo na prvem mestu. Imasta kakšne prioritete? Ja, zanimivo je, ne? Sta dosti komplementarni. Mislim, vsekakor, meni je družina na prvem mestu. Čeprav časovno sem več časa v podjetju, če ne štejem časa, ki spim. Ne? Ampak tako, probam, da se res stvari prilagajajo družini. Ne? Mislim, da se mi zdi, da dokler imam tako otroke tam pod 15, da če sem se odločil, da jih imam, da pač moram biti prisoten. To mi je tako dosti vrednota in tudi probam potem z tam malimi, ne vem, kakšen bicikl ali kakšne postolovščine, pa tako tudi sam jim pripraviti ali pa biti zdraven, pa tudi v bistvu, da probam imeti nek fokus na ženi, ne. Čisto zavestno malo, kako se ono počuti, kaj njej, pa da ima tudi ona nek svoj prostor. To pa ne, dokler je pod 15, to pa dokler je pod 70. Ne? To pa dokler bo moja žena. Upam, da zmeri. Podjetje po bistvu sem zelo hvaležen, da sem šel na to pot, ker pa nam čist finančno je omogočilo, pač tudi žena je na začetku zelo sodelovala pri tem podjetju, no, tako da nam je to čisto omogočilo pač nek status, bi rekel, to, da imamo hišo, da smo na svojem, da v končni fazi gremo na dopust, da ne rabimo zdaj skrbeti glih, kaj bo naslednji mesec. Ne. A to je dejansko iz tega prišlo? Recimo, denar za hišo ni bil iz študentskega našparan ali pa karkoli, ampak je dejansko iz podjetja to uspel.
Ja, denar za hišo sem največ dobil iz freelancerskih gigov. Tudi čistko, iskreno, zdaj, ko smo bolj na začetku pri podjetniški poti, ko smo DO pred kratkim odprli, pa to je v bistvu mi gre finančno slabše, ker mi je šlo prej, ko sem bil freelancer. Ne. Kot freelancer imaš ti to možnost, da lahko dobiš zelo dobre, kot se reče temu gige, torej neke strankice, ne, ali pa jih par dobiš in dobro prodaš nek consultancy, ne. Medtem, ko delaš podjetje, pa gradiš sistem, kjer pa tudi investiraš več v svoje oglaševanje, v neko infrastrukturo, kaj jo rabiš, v sodelavce, v njihovo izobraževanje, delaš bolj na dolgi rok. Kot freelancer ne investiraš toliko, čeprav razumem, sem pa kakšno knjigo pišeš, pa izobraževalni tečaj. Kot podjetje pa veliko več investiraš v bistvu. Ja, tako. Ampak kaj ti je pol motiv za podjetje? Lej, ni zaslužka, z drugimi ljudmi se moraš ukvarjati, pa z njihovimi muhami. Jaz ti znam same minuse našteti. Ja, tudi jaz vidim veliko minusov, ampak motiv je pa rast, ne. Pač jaz v bistvu sem moja rast. Osebnost. Moja osebna rast, ne, pa tudi v bistvu rast problemov, s katerimi se ukvarjaš. Kot freelancer si potem ti dodatek neke ekipe, ne. Nikoli ni nič čisto 100% tvojega, ne. Vedno lahko se pol zgovarjaš, ja, jaz sem ti to svetoval, pa ste pa vi naredili tako pa tako, ne. Ne moreš prevzeti tukaj eksekucije do konca, ne. In veliko sem bil v situaciji, ko sem videl, da gre stvar narobe, pa nisem mogel nič narediti in to me je malo frustriralo. Druga stvar, kar se tiče freelancerstva, je, da ti pač pol, veš, pa si pa plača na uro, ne. Ti si tam in zdaj, če bom delal 7 ur ali pa na učinek, no, ampak veš, ti si, kakor bi se grdo reklo, someone else's bitch, ne. V nekem odnosu si, pač več, ko imaš strank, manj je sužnji lastniški, ampak pač si dost na tankem ledu cel čas, ne. Dobiš dobre gige, ampak ljudje te znajo izžet, ne. Medtem, ko pač kot podjetje si pa ti neka entiteta, lahko bolj razporediš to delo med več ljudi, lahko vzameš težji projekt, lahko se bolj izpogajaš in to sem jaz videl kot logičen naslednji korak. Ne. A veš, da jaz pa vidim pri marsikomu svojemu kolegu obraten korak, da so delali sicer veliko v nevladnih organizacijah, jih postavili, tam so bili sistemi, pa so pa pustili te sisteme, ni bila njihova lastnina velikrat, ne. Pa so pustili te sisteme, pa so šli v freelancerske vode, glih zaradi tega, ker pač so hoteli pa večjo svobodo, ne. Oboje se mi zdi taka izbira, ne. Zdaj pač pri podjetju tvegaš, ne, a bo čez 10 let podjetje nekaj vredno, pa ga bom lahko prodal ali pa zapustil ali pa nekaj ven potegnil, ali bo to na neki nuli, pa bom samo v redu živel, ne. Če bo na neki nuli, pa ali boš biti freelancer, ker imaš manj problemov, ne. Če pa ustvariš neko vrednost pa nek sistem, kar jaz upam, da nam bo uspelo, ne, pa upam, da bo to več vredno. Ti pa razmišljaš nekoč o prodaji podjetja, če te prav razumem. Ja, definitivno. Mislim, tudi mogoče se bom kdaj lotil še kakšnega drugega podjetja, ne glih marketinške agencije, ali pa bom to kam drugače razvil. Pač zdaj sem tle in zdaj se mi je dobro ukvarjati s temi problemi. No. Za konec še tole vprašanje. Ti si se mi vedno zdel, tako kot vsi ostali na nek način, ne, velika večina ostalih, povprečen, pa ne v tem, vsak je edinstven, ne narobe razumeti, ampak imel si povprečne okoliščine. Ne, dobro, imel si nadpovprečno veliko število bratov in sester, ampak ti je uspelo, se mi zdi, zelo nadpovprečno izraziti svojo edinstvenost, svoje talente razviti, nadpovprečno biti rodoviten morda tudi, ne, in v podjetništvu, in v družinskem smislu, in v še čem. Ne. Kaj se ti zdi, da je tisti ključni dejavnik, ki iz povprečnih okoliščin, iz povprečne, daj te bom agronomsko vprašal, kaj se ti zdi, da je tisti ključni dejavnik, ki iz povprečne zemlje pa semena naredi nadpovprečno rastlino takole na koncu? Ne vem, če je samo en. Jaz bi rekel, da v bistvu, kar je bila taka velika dodana vrednost, ko sem jaz imel v življenju, je bila izpostavljenost zelo različnim okoljem. To nekako, kar sem dobil iz vsega tega, je, da sem res bil po eni strani v zelo katoliškem okolju, kar bi se komu zdelo že kar ekstremno, po drugi strani sem tudi, ne vem, hodil na rokotočec, pa ne vem, bil sem pri alpinistih, ker je bilo spet neko specifično okolje. Dost sem prej v študentskih letih tudi potovala z ženo, tudi malo v tuje države, tudi za dlje časa, ne sem za en teden. Glih ta izpostavljenost, ne sem, da greš nekam, ampak tudi, da si res izpostavljen različnim mnenjem, da se to kleša znotraj tebe in ti potem v bistvu pomaga, saj meni, da sem najdel neko svojo vizijo. Ne. Tudi sem jaz videl, kako se nekdo drug počuti o vprašanju družine ali pa o tem, ali bi bil zvest, ne vem, recimo čisto konkretna dilema, ko si, ne vem, dijak ali pa študent, bi imel eno punco ali bi jih imel več. Seveda je odgovor družbe, da bi jih imel več, ne? Ampak jaz sem pa svojo ženo od 19 leta že naprej. Ne? Meni je bila pa ona zmeraj v redu, pa sem tudi imel razne pomisleke. Ko vidiš več različnih pogledov, ti da neko samozavest, da se pač pa odločiš po svoje, ne glede na to, kaj si drugi mislijo. Ne?
In tudi te izkušnje, kjer sem bil drugačen, so mi to dale, ne, mogoče družina, ne, ki je bilo komu čudno, meni je bilo ful dobro, da sem imel veliko družino, ne, ali pa ne vem, smo hodili z bratranci na počitnice, pa smo tam spali pri teti na mrvi in marsikomu je bilo to, kaj spite zunaj na mrvi, a meni je bilo to top, ne. In tako se ti pa v bistvu naučiš, da to, kar se ti počutiš, kar je tebi dobro, da temu moraš slediti, ne pa kar te mogoče nekam družba poriva. Ne. Če te prav razumem, si zelo izpostavljanje samega sebe nekim novim izzivom oziroma odpravljanje izven cone udobja. Ne? Ti si imel to srečo, da te tako obrobja skozi zanimajo, taki izzivi so te skozi zanimali, si rekel večkrat, ne? Da če hočem tebe motivirati, moram dati izziv. Ne? Ja, kot da bi se hotel malo sam sebi dokazovati, ne, veš, tudi tu mi je zdaj. Ne. Najslajše tam, ker pri stranki ne gre, pa rata. Ne. Tam, ker rata iz prve, ker malo je to easy. Lahko je tudi prevelik izziv, pa malo boli, ampak to je pač stazga se pa veliko naučiš. No. Ne, in taka zgleda sem imel v življenju, mogoče je to ful pomembno. Ne. Tu mogoče res prihaja čisto iz tega nekega kmečkega. Pač kmet si ne more privoščiti, da bo za vsako stvar najemal človeka. Ne gre, ne. Zato pač vsak kmet zna betonirati, zna stroje šraufati, zna neki z lesom zbijati, ne. In jaz sem imel polno takih likov okrog sebe, od očeta do stricev, do detkov, ne, ki so se pač preprosto sam lotili stvari, tudi če so prvič v življenju nekaj delali. Ne. Se zdaj sam vidim, da se mogoče splača kaj bolj premisliti, pa tudi, da je koga najet, ne, se sam delati, ampak... Velikrat si omenil tudi vero, pa me zanima, kakšno vlogo ima ta vera pri tebi. Za nekoga je vera varen pristan, je neke vrednote, katerim se skozi vrača. Sploh v zadnjem času se pa s papežem Frančiškom zelo pojavlja ta trend, da je vera tista, ki te kliče ven iz svoje cone udobja. Vera je tista, ki te kliče reševati, ki te kliče v akcijo, ki te kliče v dialog z drugačnimi. Ne? Kakšno vlogo ima to pri tem tvojem odpravljanju iz cone udobja in osebnostni rasti? V bistvu res doživljam vero kot spisek priporočil, bi rekel prav za srečno življenje, ne? Za neko pomiritev s samim sabo, ne? Za zadovoljnost. Ne? Štej neke prilike, ne, bodi dnevu dovolj teža njegovega dne, pa ne iti spat z jezo, pa tako, ne. To me v bistvu dosti nagovarja čist konkretno, ne. Tudi te svetopisanske zgodbe, predvsem zdaj ta malo bolj stara zaveza zadnje čase, so mi ful dobre. Pač kot neka taka vodila. Vidim, da so v bistvu ljudje dosti nihajo, ne. Ker ni te neke opore. Ne. Pač vidim svetopismo kot pisatelj svetega pisma, kot pač ljudi, ki so probali najti nek smisel in so kar dosti dobro zadeli v določenih stvareh, mislim, to se čudno slišno. Ja. Tako sem doživel, da si rekel malo bolj kot priročnik, kot priporočila, bolj kot varen pristan si rekel, ne toliko kot nek odnos. A veš, kaj mislim? Jezus kot živa oseba, s katerim si v odnosu vsak dan, tako kot si rekel, da si tudi poslušal sestro Andrejo Godnič v mojem podcastu. Ne? Ja, ta koncept mi je bil dosti nov. Ne? Definitivno bolj kot varen pristan, ne? Definitivno bolj kot življenjsko filozofijo. Pač iz tega smisla jaz prihajam noč, sej ne vem, mislim, definitivno lahko še veliko napredujem. Ne? Forma mi je ful dobra. Ne? Vse bolj ugotavljam, tako mogoče iz tega mladinskega dela je ven prihajalo vsebina, jaz pa zdaj vse bolj ugotavljam, da tudi forma je ful pomembna. Ne? In ta nek, recimo, družinski dan, da se zvečer zaključi, da se mi kot družina usedemo, da si vzamemo glih zanj, sem še ta en egzamen pokazal in sta bila ta večja dva, ta male dva čisto navdušena in smo potem to skupaj poslušali, pa je vsakom povedal, kaj je razmislil, pa smo pa malo zmolili, pa nekaj zapeli, ne. In to je tisti nek običaj, ki jaz prav vidim, kako se cela družina zvečer umiri, ne. Karkoli je že bilo, kakorkoli smo se skregali, vse skupaj, teh 20 minut pred spanjem je naših, ne, in gremo spat, bi rekel, sonce ne zaide nad našo jezo, ali kako, ne. Kakšen dan ni tako lepo, ne. Kakšen dan pač sem nekaj odpoješ, pa si z mislimi drugje, ampak veš, če ti 4-krat na teden rata, ali pa 3-krat, ne, je to velik, ne, je to dobro, ne. In v bistvu prek te forme jaz zelo prihajam tudi bolj v oseben odnos. Ne. Ko bi rekel, kot da ne bi čisto zaupal, pa rečem, ajde, dajmo pol leta probati, pa vidim, da ima to ful dobre rezultate, potem pa bolj začnem zaupati. Zanimivo, koliko se tudi v tebi, ne, ki si prvo polovico podcasta zelo veliko govoril o jet ven, zdaj smo pa zaključili z ostati v varnem pristanu. Ne. Ja, prvi del podcasta je bil veliko o tem, kako sem se iskal, veš, zdaj pa jaz moram ustvariti varno okolje, kjer bojo otroci lahko rastli.
Tako da definitivno zdaj rabim ful več strukture, kot sem jo rabil v študentskih časih. Ne. Hvala, da si za nas prehodil to pot, jo delil z nami in nam tudi navdih, tudi tistim, ki smo kakšno desetletje starejši od tebe, navdih za to, da hodimo ven in prihajamo v varen pristan. Ja, hvala za povabilo v podcast. Super mi je bilo, hitro je minil ta čas tle. Pa upam, da boš posnel še čim več takih zanimivih epizod. Rad poslušam, tako da na čim več gorečih grmov.